Predsednik vlade se še naprej izogiba romski problematiki. V ponedeljek so bila v državnem zboru predsedniku vlade postavljena poslanska vprašanja, med njimi tudi strani Nove Slovenije. Ob vprašanju Vide Čadonič Špelič, kaj namerava storiti glede romske problematike, pri čemer je omenila tudi pretep ribniškega župana Sama Pogorevca, je odgovoril, da bo ignoriral izrečene laži in za dogajanje krivil druge. Dodal je, da Slovenija, tako kot druge države, živi v negotovem svetu, kar pa v kontekstu romske problematike nima bistvene povezave. Nadaljeval je z izjavo, da svet drvi v nevarne čase ravno zato, ker nekateri svetovni voditelji razmišljajo ravno tako kot gospa Čadonič Špelič. Torej po logiki predsednika vlade naj bi bil svet bolj nevaren zato, ker se opozarja na nenehno nasilje Romov nad Slovenci, bodisi da se za nasilje krivi manjšino, ki to nasilje tudi izvaja. Dodal je še, da se s tem širi sovraštvo proti šibkejšim, čeprav so ravno Slovenci v mnogih primerih dejansko v šibkejšem položaju, saj prijava romskega nasilja pogosto pomeni tveganje za povračilno nasilje s strani romske skupnosti, ki na mnoge ukrepe države pogosto ni hvaležna in jih celo izkorišča. Nato je omenil, da je Slovenija otok miru in varnosti, vendar to ni celotna zgodba, saj obstaja verjetnost, da bo Slovenija z tega seznama zdrsnila. Še leta 2021 smo bili na lestvici Global Peace Index na 4. mestu, pod Golobovo vlado pa smo zdrsnili na kar 9. mesto. Omenil je tudi, da je policija pri napadu na župana Ribnice ukrepala hitro in učinkovito, čeprav je sam župan Samo Pogorevc izrazil ogorčenje, da so bili storilci nasilja prej doma kot on in druge žrtve napada. Najbolj pa odmeval njegov komentar, da ne razume, zakaj župan na veselici ni imel varovanja. Nekateri so ta komentar opisali kot dokaz, da predsednik vlade živi v vzporednem svetu, bodisi zakaj bi moral župan na lokalni veselici imeti varovanje.